kakšno vlogo odigra kmetijska politika v prostoru? Jaz mislim, da kmetijska politika je predvsem tista, ki mora prisluhniti potrebam terena in seveda tistemu, kar pridelovalci na eni strani in potem seveda tudi potrošniki na drugi strani od nje pričakujejo. Torej v današnjem primeru smo slišali, da so te pobude pri kmetijski politiki naslovljene predvsem na to, da še naprej ozaveščamo, promoviramo, se pravi potrebo po pridelavi ekološke hrane, po usmeritvah v ekološko kmetovanje, in na drugi strani seveda, da pri tem tistim pridelovalcem, ki se za ekološko pridelavo odločajo, tukaj mislim seveda to vključno z semenarstvom, ki je predpogoj seveda, da se ekološke pridelave tudi gremo, omogočamo takšne spodbude, s katerimi seveda si lahko pomagajo pri svojem pridelovanju in s katerimi seveda potem lahko tudi dosegamo tiste zaželjene cilje, v tem primeru seveda čim večjo pridelavo ekološke hrane. Ekološka prehrana je vedno bolj pomembna za slehernega izmed nas, vendar pa smo slišali, da se te ekološke kmetije upadajo, da usihajo. Ne, v bistvu ekološke kmetije, vendar številke kažejo, da ekološke kmetije rastejo in rastejo tudi ekološke površine, ki so v obdelavi in mogoče edino, da to ni tako zelo ambiciozno, kot bi si mi želeli. Slišali smo podatek, da je danes približno 5% kmetijskih gospodarstev takšnih, ki so že v ekološki pridelavi in da na ta način pokrijemo približno 9 do 10% kmetijskih površin v Sloveniji in iz tega naslova seveda si mi želimo tu veliko ambicioznejših ciljev. Želimo si, da bi se več kmetij prestrukturiralo v ekološko predelavo in tudi smatramo, da zato imamo v Sloveniji dobre pogoje. No pa vendar kmetje vseeno pojamrajo, da nimajo dovolj možnosti za te nove intervencije, kakor jih sedaj imenujete. Jaz seveda zelo rada prisluhnem tovrstnim konkretnim pobudam in seveda tudi si želimo potem prilagajati naše ukrepe, kolikor je možno seveda, da jih prilagajamo sproti in po drugi strani seveda tudi potem za prihodnjo skupno kmetijsko politiko, ki jo bomo pripravili za obdobje po letu 2021, potem želimo čim bolj oblikovati takšne ukrepe, ki bodo seveda odgovarjali potrebam terena. Zato je zelo pomembno, da s terenom smo v stiku, da slišimo, kako je potrebno ukrepe ali intervencije njim prilagajati in da seveda potem skladno s pravili, ki jih postavi tako Evropska unija, kot tudi našimi nacionalnimi predpisi, to uspemo slediti. Predstavili ste projekt Life Seed. Za kakšen projekt pravzaprav gre in kako poteka? To je projekt z področja ekološkega semenarstva in žlahtnjenja. Je evropski projekt s sofinanciranjem Evropske komisije, v katerega je vključeno veliko število držav. Je pa namenjen predvsem temu, da pomaga Evropski komisiji pripraviti ustrezne politike in podpore za čim večjo razširitev ekološkega semenarstva in žlahtnjenja. Se pravi, da se okrepi pridelava ekoloških semen, da se okrepi žlahtnjenje za namene ekološkega kmetijstva, skozi raziskovanje, skozi politike in poteka pa projekt tako, da raziskujemo sedanje stanje v državah članicah Evropske unije, se pravi kakšen je delež ekoloških semen, ki se uporablja, zakaj nastajajo ovire pri uporabi ekoloških semen oziroma pri njihovi pridelavi, kakšne so dobre prakse, uspehi na tem področju, kako bi jih lahko razširili še drugam, pa kakšne so potrebe po raziskovanju, po sodelovanju. To je večletni projekt, ki se je začel pred 2 leti in bo trajal še 2 leti. Zakaj menite, da je vaš projekt, ki ga vodite, to je semenjevalnica Demeter, tako pomemben, kot je? Mi mislimo, da je zelo pomembno ozaveščanje celotne prehranske verige, se pravi, mi pridelujemo semena, ekološka semena stročnic, ki so tradicionalno povezana s tem območjem Zgornje Gorenjske in so tudi temelj človekove prehrane. In konec koncev so stročnice tudi simbol sodelovanja
predvsem tudi v ekološkem kmetijstvu in iz tega razloga vidim tudi to pomembnost sodelovanja, povezovanja v tem našem slovenskem prostoru in hkrati ozaveščanje potrošnika, se pravi vseh tistih dejavnikov v prehranski verigi, da se nekako vključijo in prepoznajo pomembnost, potrebo današnjega časa, ko imamo vedno težje razmere pridelave, predelave in da pač prepoznajo ekološko kmetijstvo kot tisto, ki nas bo lahko peljalo v prihodnost. Z vami sodelujejo vseh 7 zgornjesavskih županov in kako gledate zdaj na ta projekt, naprimer točneje na projekt dinamičnega vrta? Ja, vsekakor tukaj zelo s ponosom gledamo na ta projekt, ker konec koncev bi lahko rekli, da je ekološka hranilnica semen, semenjalnica, nadgradnja tega biodinamičnega Demeter učnega vrta in ker vemo vsi dobro, da so otroci naša prihodnost, mi tudi tam otroke usposabljamo oziroma jih učimo, kako pomembno je seme za kasnejšo pridelavo zdrave hrane. In kaj menite o današnji okrogli mizi? Ja, ponosni smo in veseli, da se je te okrogle mize udeležila tudi gospa ministrica za kmetijstvo, dr. Aleksandra Pivec, in da v bistvu vidimo, da so neki zametki povezovanja, sodelovanja, ki so možni in v bistvu kar z enim upanjem zremo v prihodnost. Kako vi izobražujete mladi kader, agronome, ki lahko potem svoje znanje prenašajo naprej? Takole, agronomi dobijo zelo kompleksna znanja, imamo seveda predmetnike in če povem za sebe, z področja poljedelstva, splošno poljedelstvo, pridelovanje poljščin, v obeh predmetih, zlasti v splošnem poljedelstvu, je tudi nekaj semenarstva, kar pomeni, da je prva stvar, da študentom rečemo, seme ni kup peska. In to je rastlinski razmnoževalni material, generativni deli ali pa tudi potaknjenci, za katere treba vedeti, kako jih pridelati, in če pogledamo ekološko kmetijstvo, je ekološka pridelava še posebej vezana tudi na način pridelovanja semena. In kako pridelujemo to ekološko hrano? Ja, glejte, pri ekološkem kmetijstvu študentje slišijo tudi pri izbirnem predmetu, ne samo na tistem, ki je na visokem strokovnem študiju, da je potrebno omejiti določena sredstva, torej sintetična mineralna gnojila in pa sintetična fitofarmacevtska sredstva in iskati možnosti za pridelavo pri biotskih ukrepih. Torej, tudi za seme je potrebno vedeti, da je to seme čim bolj zdravo in kako omejiti škodljivce, da imajo dostop do tega semena. Kako najti načine, da bo to seme ostalo tudi zdravo v skladišču pri shranjevanju, da bo prišlo potem do potrošnika. Torej, ta kakovost semena mora biti znana in pomembna za pridelovalca kot potem za potrošnika. Vi pridelujete ekološko pridelano hrano, kaj pridelujete? Predvsem sadike v pomladanskem času, kasneje pa zelenjavo mešano. Različno, se pravi paprika, paradajz, melancani, čebula, tako naprej. In kaj menite o današnji okrogli mizi? Ja, jaz mislim, da ima neko povezovalni smisel. Običajno je na teh okroglih mizah, dobro, eno je pač ta protokol, veliko več pa pomeni oziroma so vredna potem nadaljnja dogovarjanja in povezovanja. Kako deluje Zveza ekoloških kmetov in pa gorenjskih kmetov, kamor ste tudi vi vključeni? Torej, 2 leti nazaj je bila ustanovljena nova Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije. Ta pa vključuje pokrajinska oziroma regionalna združenja ekoloških kmetov. Sama prihajam iz Gorenjskega združenja. Ustanovljena zveza je predvsem zaradi tega, da imamo eno osebo oziroma eno organizacijo, ki se povezuje z ministrstvom in ostalimi inštitucijami, da ekološki kmet ni osamljen, kajti močnejši smo, če nas je pač več. Iz vaše strani je prišla pobuda za današnjo okroglo mizo. Mogoče en komentar od tega? No, jaz moram povedati še enkrat, da smo izredno ponosni na ta ekološki zelenjavni vrt, ki ima blagovno znamko Demeter. In pa predvsem smo pa skupaj s 7 občinami Zgornje Gorenjske zadovoljni,
da smo šli v ta projekt semenjalnice. No, želeli pa smo eno okroglo mizo, torej za okroglo mizo smo dobili ministrico, pridelovalce, vse tiste akterje tudi iz raznih inštitutov in moram reči, da ob polni dvorani, da sem bil izredno zadovoljen in tudi z obljubo ministrice, kaj bo v naslednji tej finančni perspektivi lahko preko Evropske skupnosti in pa preko ministrstva zagotovila, da bi lahko veliko več sredstev položili v pridelavo ekoloških semen. In vi imate posebno zahvalo, da podpirate vse te projekte v radovljiški občini. Ja, pogledajte, mi želimo predvsem ozavestiti otroke, seveda otroci se najbolj zapomnijo za celo življenje in to nam kar uspeva. Seveda pa proces traja vrsto let in ne smemo se ustaviti na sredini. Ponosni pa ste to na najvišje priznanje Demeter. To je res, kot sem rekel, izredna zahvala doktorici Kolar in pa sodelavcem, da so do te blagovne znamke v neposredni bližini tega zelenjavnega vrta in sadovnjaka pri osnovni šoli Anton Tomaža Linharta v Radovljici, ker nam je resnično v ponos. Enem vsem vašim kolegom županom, ki skupaj sodelujete. Seveda lahko rečem, da zgornjogorenjski župani zelo dobro sodelujemo, dobivamo se enkrat mesečno in tudi tukaj moram reči, da smo se enotno odločili, da smo šli v ta projekt semenjalnice.